dialog. Duha je rajža, tamna je noč, pokliči nas Marija v nebeško luč. Vse druge pjesmi so Sa se zbudi duša moja, Sveta Barbara, Sveta Marija prosi Boga za nas, Svet Kelih, Tam gor je jedna gora, Antavžinkrat bodi češčena. Tele pjesmi se jih navšafa na starih pesmaricah, a se jih navšafa tudi na bukva Slavimo Gospoda, tiskane leto 1988 na Klagenfurt, ki so posnele vas repertorij ljudskih slovenskih pjesmi. Pa več part so na bukva ljudsko izročilo Slovencev v Italiji Pavla Merkurja. Besede telih naših pjesmi so nimale ljudske besede, a so besede prav od kraja, tu pjesana se je rodila. Več part telih pjesmi so bile posnete huče na vrhu, a v Marcine. Taki tele vasi so najbolj trdile njih posebnosti. Več part pjesmi, ki se je pijalo, se všafajo pa na pesmaricah, ki vsaka cerkev, a vsak učitelj cerkvenega zbora so imeli. Tele pesmarice v cerkvah, ki sem jaz všafal, so cerkvena pesmarica Cecilija, cerkvena pesmarica Danila Fajgelija, ljudska pesmarica za nabožno petje v cerkvi, v šoli in doma. Jaz pesmaricah tala je sigurno najbolj nucana tle v nepisih dolinah. Potle slovenska pesmarica Jakoba Ljaža, cerkvena pesmarica za mladino Štanka Premrla, in predvsem svete pesmice, pobožne pjesmi, druga izdaja 1940, in še druga izdaja 1955, tiskane v Gorici. Do naših dan, za nasrečo, se poje nimar manj v cerkvah. In še manj se pojejo slovenke cerkvene pjesmi. Je res, da je težko omarati glasbo v cerkvu, pa je res, da glasba je odprta pot za vpeljati v srcah skrivnosti vere. Zbor pod lipo pole zvesto pijete po cerkvah, kar je vprašan. In kar poje, že razboriti v srcah vso pobožnost. Poje celo maso po slovensko, Gospod usmili se, hvala Bogu na višavah, svet, svet, janje Božje. A nima repertornih 30 slovenskih cerkvenih pjesmi. Ku častito, Sveščena Marija, Ježuš je v smrtju, lepa si lepa, mašnih požegnja bijeli kruh, po 100-krat srečna duša ti, raduj nebeska se Gospa, Sa se zbudi duša moja, srečno molim Ježuša, tavžinkrat bodi češčena, tebe ljubi moja duša, tebi Marija blažena mati iz globočine, Marija skozi življenje, skozi jutra zazvonija še druge. Bi bila potreba, da enkrat vsaka para bi imela njega učitelja in naš zbor. Kar smo nastavili glasbeno šolo, smo iskali prav, da vsaka para bi imela njega zborovodja. Od Spalviče, Pardjela so se zdjeli dobre, potlege se zdi nimar manj. Bi korli ti še naprej, še bolj močno, potrditi, in se da nikoli podati. Kaj pa, če se še jaz usedem, ker se bomo verjetno... Izvolite. Kaj pa, če se še jaz nekaj usedem, ker po svetovnem nazoru raje sedim, kot stojim.
prav lepa hvala za ta izčrpen prikaz pesemskega fonda, ki ga vi seveda najbolje poznate. Najprej ste opazili, da sem si jaz vmes par malenkosti pribeležil. Najbolj mi je v spominu ostal en stavek, prav v sklepnem delu vašega predavanja, ki se mi zdi, da je pomemben za nas vse in ga lahko vzamemo s seboj kot rdečo nit. Petje je, ga bom parafraziral, ker se točno nisem zapomnil. Petje je sredstvo za vstopanje v skrivnost vere. A sem prav razumel? Ja. To se mi zdi ena zelo pomembna misel. Pa še k dvema skladbama, ki ste jih omenili. Daj mi Jezus, da žalujem. Sem bil zelo presenečen, že ko ste mi poslal sinopsis vašega predavanja po elektronski pošti. Zanimivo je, kako je naš cerkveni prostor, naš pevsko-cerkveni prostor enoten. Ko sem leta 87, to je že kar nekaj časa nazaj, v službi popisoval dediščino frančiškanskega, glasbeno dediščino frančiškanskega samostana iz Novega mesta, zelo bogata knjižnica, priporočam za ogled. Listam po teh starih papirjih, v rokavicah seveda, zagledam štiriglasno skladbo, ki je mi bila čudno znana. Gledam vanjo. Kako je mogoče, da to, mislim, pesem je bila seveda takoj znana, našel sem jo v svoji zavesti takoj v tej naši pesmarici, ampak tam je bil napisan skladatelj. Zanimivo. Ja? Zdaj sem osupnil, da je ta pesem tudi del pevske dediščine Benečije. Avtor te pesmi je Janez Schreiber, glasbenik iz Štajerske, danes v Avstriji. Menih, ki je prepisoval note in je seveda, ko ga je provinca poslala sem tja, kamorkoli, pristal tudi v Novem mestu. Potem smo brskali naprej, tam je prepisoval note in je v ta fond cerkvenih pesmi vtaknil tudi svojo skladbo. Zanimivo, da je ta pesem tudi... Ja, jaz sem napiral na Kvarezmo. V postni čas, ja, v postnem času, ja. Toliko samo, pa še ena zanimivost, morda se spominjate, pa bomo povezali, ko ste omenil pesem Ježuš je od smrti vstop. Tiste, nije ime skladatelja. Ga ni, ja. Ta na rokopica. To je rokopica, ja. Ta se veliko poje, za veliko noč. Ja. Se redno poje, ne? Gotovo se spominjate, da se je skladatelj Uroš Krek v začetku svoje skladateljske poti veliko ukvarjal z raziskovanjem ljudske dediščine. In je tudi to pesem uglasbil za mešani zbor z orglami. Pred mnogimi leti je bila objavljena v cerkvenem glasbeniku. In on je ohranil tu, ker je seveda imel občutek, tudi poznal je pevsko dediščino Benečije, je ohranil prav ta prvinsko barvo, prvinsko zvočnost te skladbe tudi v harmonizaciji. Najprej je ta glavni cantus firmus, potem ga popolnoma enostavno in čisto arhetipsko postavil v lahko štiriglasje. Ko bomo pa segli po tej partituri iz cerkvenega glasbenika, bomo pa videli, da rabimo seveda organista, ki je pa zelo verziran, tam je pa pogledal ven Uroš Krek, res skladatelj tega kalibra, kot ga Uroša Kreka poznamo. In sem seveda vesel, da vse te stvari danes z vašo predstavitvijo lahko povežemo in vidimo, da gre tu res za enovit pevski prostor. Vas nisem vprašal za licenco, ampak prepričan sem, da boste soglašali, če našim članom povem, da imam doma v računalniku PDF-je večine teh skladb, ki ste jih omenjali. Če bi kdo želel ta PDF, jim ga lahko pošljemo, ne? Ja. Hvala, krasno. Bi se kdo kaj vprašal? Preden jaz tam ne najdem en pozdrav za gospoda Štehorja. Izvolite.
problem, nič, vsi že vse veste, o Marija. Tule bi se vam rad zahvalil, da ste bili z nami, s temi knjigami, v katerih so cerkveni napeli, organizirani od protestantskega časa, starejših katoliških in novejših katoliških napelov in še seznam Hrenovih, od škofa Hrena, kornih knjig je tu, kjer boste gotovo spet ponovno povezal repertoar, ki ga pojete tu in ki ga pojemo v srednji Sloveniji in tu je pač en tak register skladb, ki ga je upravil Edo Škulj. Isto še nekaj na ime zbora Pavljivo, to je grupa, ki so pesniki zbor Pavljivo poje. So Ancer Vejne, so božične, pobožne pesmi. Krasno, prav lepa hvala.